Dobrodošli na današnji delavnici z naslovom Komunikacijski tipi, vzroki za uspeh in neuspeh. Tema oziroma vsebina same delavnice je zelo praktično obarvana, tako da si jo bomo pogledali skozi že nakazano vsebino na samem slajdu. To je, začeli bomo z jaz komunikator. Kajti pomembno je, da sebe poznamo, kdo smo, kako komuniciramo, kakšen tip komunikatorja smo. Zagotovo bomo potem lažje razumeli komunikacijske tipe, ki so okoli nas, in pa vzroke za uspeh in neuspeh, in kar je najbolj ključno, po vsaki neki določeni lastni analizi oziroma analizi okolice v sami komunikaciji, kaj moram jaz spremeniti, da uspem. Zagotovo ste že slišali za tale rek: povej mi, kako govoriš, in povedal ti bom, kakšen si. Dejstvo je, da sami izražamo svoj tip komunikatorja, se pravi skozi naš način, kako predstavljamo stvari, kako dojemamo določene stvari, kako čustveno izražamo določene dogodke v našem življenju, kako znamo strateško pristopiti k komunikaciji, kako znamo biti v komunikaciji tiho, ki je tiho, kajti tišina je eden izmed trenutkov, ki ga komunikatorji vse manj uporabljajo, kajti želimo povedati takoj, ne želimo poslušati do konca. Mislimo, da je ta naša zgodba, ki smo jo nakazali, predstavili, najbolj pomembna, da nismo slišani, da moramo preglasiti druge in tako naprej. Tako da povej mi, kako govoriš, in povedal ti bom, kakšen si, je rek, ki ga predlagam, da si ga nekako ponotranjite, kajti ko boste poznali sami sebe, boste lažje sodelovali z različnimi tipi komunikatorjev, s katerimi se vsakodnevno srečujete in z njimi komunicirate. Zagotovo s tistimi, ki imate komunikacijo bolj pozitivno obarvano, tega ne boste toliko zaznali. S tistimi, ki pa so izziv za vašo možnost nadgradnje, osebne rasti, spremembe komunikacije in nazadnje tudi zaznavanje, kje so tisti elementi, ki jih vi lahko spremenite, nadgradite, postanete boljši, postanete učinkovitejši oziroma aktivni poslušalci, vam bojo dale priložnosti, da boste jutri, pojutrišnjem, čez leto, 2, 3 lažje, boljše, uspešnejše in z manj energije komunicirali svoje ideje, svoje misli, ne na koncu pa tudi svoje želje. Če si pogledamo tole sliko na desni strani, vidite, koliko je barv na njej. Toliko je tudi različnih komunikacijskih tipov. Imamo rdeče, se pravi agresivne komunikacijske tipe, oranžne, čustvene, se pravi, kjer vedno preko določenih čustev izražajo sami sebe, izražajo okolico oziroma tudi vsako našo besedo preko čustev prenesejo v svoj notranji procesor, v svoj notranji razmislek in seveda potem tudi čustveno nazaj odreagirajo. Potem imamo rumene, ki zelo, bom rekla, delujejo na principu nekega racionalno-čustvenega pristopa. Imamo zelene, ki so strateški, umirjeni, dovoljujejo prostor, dajo širino tudi poslušalcu oziroma pač sebi kot govorcu in poslušalcu. Imamo modre, ki so zelo inovativni, hitri, prehitri velikokrat v svojem izražanju in pa tudi v predstavitvi misli. Mogoče bi tukaj samo nakazala oziroma vas usmerila v razmislek, kolikokrat ste mislili, da ste povedali tisto, kar ste želeli sporočiti, pa je bila jasno sporočilo oziroma namen sporočila samo vam, zaradi tega, ker ste povedali samo ključne stvari. Kolikokrat ste premalo razložili situacijo, ki ste jo želeli, da je nasprotna stran razume. Postavite se večkrat v vlogo, da
najprej opazujete sebe, ker ko boste znali opazovati sebe, ko boste ugotovili, kakšen tip komunikatorja ste vi, boste veliko lažje pristopali k različnim tipom in vsakokrat, ko boste prišli v komunikacijo, pa naj bo to pisna ali ustna, si predstavljate te barvice. Se mi zdi, da je ta fotografija tako zapomljiva, da imate zagotovo eno osebo iz tega barvnega nabora. Poskušajte ga čim prej ugotoviti, kakšen barvna paleta oziroma barva je na drugi strani, ker ko boste vi to ugotovili, boste bistveno lažje, bistveno učinkovitejše in hkrati bistveno bolj fokusirano komunicirali z njimi. Če se vrnemo k naši ključni točki oziroma ključnemu izhodišču iz tega slajda, je, da se vrnemo sami k sebi. Se pravi, poizkušajte si odgovoriti, kdo ste vi kot komunikator. Kako komuniciram? Ali sem čustven, ali sem prehiter, ali ne znam poslušati, ali agresivno odreagiram, ali me vse čustveno potre. Kdo pravzaprav sem jaz? Ker z odgovorom na to prvo vprašanje si boste zagotovo postavili nek steber, ki ga bo možno potem razvijati do drugih komunikacijskih tipov. Kaj sporočam verbalno in pa kaj sporočam neverbalno. Vedno ali pa pogosto slišite, ton in slika nista usklajena. Ko ste na določenih sestankih, ko želite spromovirati, podpreti, argumentirati določena področja, ki jih poslovno ali osebno zagovarjate drugi strani, poskušajte opazovati sami sebe. A vi želite nekaj povedati, pa je notri v vas ogromen stres, a se vam trese glas, pa želite nekaj zelo pomembnega sporočiti na drugi strani, se pravi drugi strani. Opazujte sebe, ali ste resnično usklajeni. Kaj je rešitev za to usklajenost? Je definitivno vaja pred kakršnimkoli sestankom, pred kakršnokoli prezentacijo, predstavitvijo izdelka, storitve. Ne glede na to, koliko smo izkušeni v vsakodnevni komunikaciji, je trenutek treme, je trenutek nefokusiranosti lahko zelo ključen, da se verbalna in neverbalna komunikacija ne ujameta in potem že v prvih 5 sekundah pustite določen vtis, ki ga nasprotna stran največkrat bom rekla, uporabi v negativno izvedbo oziroma štopiranje oziroma zaustavljanje, onemogočanje, nerazumevanje vaših ciljev in namenov, zaradi česar ste prišli kot kulturniki na določeno srečanje oziroma pač pogovore. Velikokrat je dobro, da tudi znate vedeti, katero besedo pogosto uporabljate. Poskušajte narediti analizo za nazaj, predvsem pa mogoče bi predlagala, da se dnevno poslušate, kaj konstantno uporabljate v vašem jeziku, se pravi v vašem besedišču. Kajti besede, kot so recimo negativne, ne vem, ne zmorem, ne znam, so vam sicer, bom rekla, izrečene nezavedno, na drugi strani pa predstavljajo določeno sliko o vas. Tako da poskušajte sami sebe analizirati, spremljati, tako v pisnem kot v verbalnem sporočanju, kaj je tisto, kar se konstantno pojavlja v vašem besedišču. Ali ste resnično usklajeni s svojo komunikacijo? Se pravi, ali verjamete v tisto, kar sporočate? Vkolikor imate problem in niste čisto usklajeni z mislijo, ki jo sporočate, je zelo pomembno, da raziščete, kaj je vzrok, da se z določenim stališčem, mislijo ne
ne strinjate. Kajti, ko boste raziskali, zakaj določen krč prihaja, boste bistveno lažje, bistveno boljše in bistveno bolj fokusirano res izpostavili svojo komunikacijo na drugi strani in s tem boste prišli v tip komunikatorja, ki je prepričevalen, ki je strateški, ki je fokusiran in ki ve, kaj pravzaprav želi na koncu sporočiti. Ali komuniciram tisto, kar mislim, da je ključ uspeha, ali komuniciram tako, da se naša komunikacija umesti v naročnikove zahteve, želje ali pričakovanja. Z drugimi besedami, ali slišim samo sebe, ali slišim tudi okolico okoli sebe. Zelo pomembno je, da znamo slišati okolico okoli sebe, kajti mi vedno, ko komuniciramo, vedno sporočamo nekaj nekomu na drugi strani. Ne sporočamo sebi, se pravi, sporočamo prejemniku in če je ta prejemnik drugačen kot smo mi in mu želimo sporočiti določena sporočila, določene zahtevke, določene predloge za sodelovanje, moramo poznati, kakšen je ta tip komunikatorja. A je to oseba, ki bo agresivno odreagirala, a je to oseba, ki hoče strateško komunikacijo in ne bo poslušala dolgovezenja, ali je to oseba, ki hoče v parih besedah imeti predstavljeno določeno sliko in potem, kolikor mu bo stvar zanimiva, bo sodeloval v nadaljnjih pogovorih. Mi moramo, preden se kakorkoli napotimo na kakršnokoli predstavitev, interno komunikacijo, pa ne nazadnje tudi komunikacijo v družini, vedeti, kakšni so sprejemniki na drugi strani. Ko boste to ugotovili in tisti, ki ste to že ugotovili, se gotovo strinjate z mano, da je potem komunikacija bistveno lažja, bistveno bolj fokusirana, bistveno bolj ciljno usmerjena in pa hkrati kooperativna. Tisto, kar mi v verbalnem in neverbalnem delu pravzaprav ne moremo retorično izraziti, pa je naša energija. Mi vse skozi, ne glede na to, ali smo slabe volje, ali smo zadovoljni z določenim projektom, ali želimo oziroma stvari potekajo v smeri, kot smo si jo nastavili, izražamo svojo lastno energijo. Zato je zelo pomembno, kakšen je naš mindset, naša miselnost do določenih stvari, do določenih projektov, do določenih storitev in izdelkov, kajti ko pridemo v prostor, zagotovo ste že opazili, ne glede na to, da niste neverbalno komunicirali z določenimi ljudmi, povežete. To pomeni, da se povezujete na energijskem nivoju in s temi ljudmi na koncu potem tudi komunicirate in sodelujete. In je zelo pomembno, kakšno energijo izražate v prostoru. Verjamem, da se je mogoče v glavi porodila kakšno vprašanje, kako pa naj spremenim svojo energijo, ne? Ni je lahko spremeniti, je pa eden izmed zelo uporabnih korakov ta, da ko pridem v prostor, pravzaprav na drugi strani poskušam ljudi zaznavati z pozitivnega vidika. Da jih ne ocenjujem, da se ne poveličujem, da sem enostavno človek in da jih sprejemam v cilju, kaj se bom jaz danes novega naučil, kaj mi bojo oni danes novega prinesli, zakaj bom jaz njih srečal v smislu moje jutrišnjega sodelovanja in seveda glede na to, da se najverjetneje večina ukvarja z kulturnim oziroma s področjem kulture, kako bom jaz sebe predstavil mojemu kupcu, kajti z svojim izdelkom preko sebe izražate tudi energijo in če ste recimo bili v
v obdobju, ko ste razvijali izdelke slabe volje, negativni ali kakorkoli, se ti izdelki nikakor ne pomaknejo iz police ven. Se pravi, ne glede na to, kako vi komunicirate, kaj vi želite nasprotnemu poslušalcu povedati. Zakaj? Ker izdelki tudi nosijo vašo notranjo energijo. Tako da, če je ta zgodba jasna, potem, kaj želim skomunicirati, je pomembno, da se tudi zavedam, da če cilja ne vidiš, ga pač ne moreš zadeti. To velja tudi za komunikacijo. Če želim razpredati, odpirati, nimam fokusnega cilja, zakaj sem na nek določen sestanek prišel in tako naprej, definitivno bom odšel ven iz tega srečanja ali pa komunikacije z sodelavcem, družino, na način nisem zadovoljen, noben me ne sliši. Takrat se je dobro vprašati samega sebe, kaj jaz lahko pri sebi spremenim, kakšen tip komunikatorja sem, kaj ljudje na drugi strani od mene pričakujejo, oziroma kako lahko pripravim komunikacijo, da me bojo oni znali slišati in razumeti. Kot ste me že med samo prezentacijo slišali, sem že nekje nakazala, kakšne tipe komunikatorja imamo. Zdaj, poskušajte sami sebe umestiti v nek določen tip komunikatorja. Tukaj bi želela poudariti, da niste vedno enak tip komunikatorja, da se tudi med samo komunikacijo zelo spreminjate in da uporabljate določene tipe močneje, določene tipe šibkeje oziroma jih spuščate. Ampak zelo pomembno je, da znate zaznati, kdo je na drugi strani. Kako boste vi kot oseba, se pravi kot oseba, ki že približno ve, kakšen tip komunikatorja je, kako bo ta oseba komunicirala z nasprotno stranjo. Če si pogledamo to sliko, vidimo tudi v slikovnem primeru različne tipe komunikatorjev. Se pravi, komunikatorji, ki so direktni, se pravi, potem, ki so diplomatski, ki so motivacijski, ki so, bom rekla, športno navdihujoči. Že preko slike izražajo ogromno količino določenega opisa, ki ga nosijo kot tip komunikatorja. Kako bi mogoče vam dala domačo nalogo, kako pa vi sebe vidite, če se nalepite na tale slajd? Kako bi pa vi sebe opisali kot tip komunikatorja? Kdo sem jaz? Kakšen tip komunikacije jaz izražam? In če bi imel, ne vem, priložnost komunicirati z enim od teh svetovno znanih oseb, kako bi skomuniciral, ne vem, z bivšim predsednikom, kako bi skomuniciral recimo z papežem, kako bi skomuniciral z Lebronom, kako bi se pripravil, da bi ga navdušil, da bi mu posredoval svojo informacijo. Mislim, da je tukaj zelo jasno nakazano, da mi lahko spreminjamo sebe in sebe nadgrajujemo v tej obliki, da znamo razumeti vse te tipe komunikatorjev, ki jih imamo v okolici sebe. In ko znamo slišati, ko znamo videti, kdo je na drugi strani, jaz verjamem, da bi vaša komunikacija za vseh teh 8 svetovno znanih oseb bila različna. Tisto, kar je pomembno, da teh 8 oseb vi vidite tudi v vaši okolici. Pa naj bo to na drugi strani kolegi iz asociacije, pa naj bo to v zgodbi vaše družine, potem mogoče, če imate otroke v vrtcu, se pravi, kako komunicirate. Zelo pomembno je tudi, da ločimo med osebno komunikacijo in pa poslovno komunikacijo. Pri osebni komunikaciji smo mi velikokrat
sproščeni, se pravi, nismo pod nadzorom, smo zelo fluentni, direktni, medtem ko v poslovni komunikaciji pa tega načeloma zaradi določenih interesov ne izvajamo na tak način. Smo pripravljeni, imamo interes, moramo imeti neko določeno strategijo komuniciranja in moramo imeti neko določeno strategijo predstavitve ideje. In kot rečeno, če bi predstavljali vašo idejo tem 8 osebam, mogoče za domačo nalogo, kako bi začeli, in zagotovo vidite tukaj, kako zelo raznoliki tipi komunikatorjev na svetu so, oziroma jaz bi celo tako rekla, da smo pravzaprav kar vsak svoj sprejemnik in da je potrebno vedeti, kaj je za določen tip komunikatorja pomembno oziroma na kaj se bo ta komunikator odzval. Ključni elementi za uspeh in pa neuspeh, če povzamemo skupaj, je tale slikica tukaj jasna, tako kot beli dan, čeprav je črno-bela. In sicer, da je slušalka bistveno večja od zvočnika, od mikrofona. Se pravi, bistvo dobre, učinkovite komunikacije je aktivno poslušanje. 3 ključne stvari, ki pa so povezane za vaš uspeh v komunikaciji, pa so potrpljenje, aktivno poslušanje, samozavest in retorika. Če želite, naredite doma mogoče 14-dnevni program kako si nabirate različne besede, pišete, se igrate z besedami, kako sestavite stavek, kako želite isto misel povedati na 5 različnih načinov, 10 različnih načinov, in boste ugotovili, da čez čas, ko boste komunicirali za kakršnokoli stvar, bo ta stvar bistveno lažja. Zakaj? Ker boste poznali sebe kot komunikacijski tip, predvsem pa boste znali zelo hitro zaznati, kdo je na drugi strani in kako mu pripraviti in katere besede so pomembne za njegovo slišanost vaših želja. Kar je pa zagotovo v tem času covida oziroma v tem času leta 2021 pomembno, pa je, da uporabite v svoji komunikaciji, ne glede na to, kakšen tip ste, sočutje in pa empatijo. Kajti na koncu koncev vsi želimo biti sprejeti, vsi želimo biti slišani, vsi želimo imeti neki določen občutek hvaležnosti in ne pozabite to uporabiti. 2 besedi, hvala lepa, so, kot velikokrat rečem jaz, magični in lahko premakneta marsikaj, za kar bi bilo potrebno bistveno več delati, da dosežete določen rezultat. Mogoče samo še zaključna misel. Vsi, ki se konkretno lotijo dela na sebi v smislu razvoja svojega komunikacijskega tipa, skozi čas ugotovijo, kje so priložnosti za rast, kje in kako lažje dosežejo cilje, predvsem pa so bistveno bolj sprejeti v nekem določenem okolju, ker so enakovredni sogovorniki in zaradi tega dosegajo zastavljene cilje in pa tudi možnosti, kako uživati v komunikaciji in dosegati tisto, kar je bilo na začetku zastavljeno tako pri sebi kot v neki določeni organizaciji. Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost, želim ogromno kreativnosti v razvoju svojega lastnega komunikacijskega tipa. Nič ni narobe, vsi, ki se učimo, imamo priložnost rasti in verjamem, da boste po tej poti tudi vi šli.